Kakšen je vaš občutek ob tem poslušanju, kaj smo dejansko naredili in posredovali uradnikom državi, državni upravi, ki urejuje vsa naša življenja, veste? ZUP je glaven, ne? ZUP je takoj za ustavo, ampak malo ljudi to ve. Jaz sem se odločil, da bom to povedal ljudem, ker nimajo pojma o subsidiarnosti zakonodajne postavitve v Republiki Sloveniji. A veste, policija, Ministrstvo za policijo ima svoje uredbe, ima svoje zakone, ampak vsi ti zakoni morajo biti v skladu z ZUP-om, ZUP mora biti pa v skladu z ustavo in obstoječi ZUP je že tako za Avstro-Ogrske, pravijo, ne? In je res absolutističen. In ima velik, ravno tam filtre, ki te lahko dejansko uniči življenje, če te hoče, a ne? Tako da tole zdajle je skrajen čas, če so dali ZUP v prenovo, če so dali v javnost, so dali zelo neroden čas, glih za Miklavževo 6. decembra, lep darilo za nov let, čez praznike božične. Da ja ne bi kdo pogledal, kakšne so spremembe, ampak glejte, jaz sem si vzel prosto z namenom, da bom z družino, sem bil pa bolj z ZUP-om kot z družino, ampak ja, vam pa povem, da sem hvaležen Julijani in otrokom, ker saj smo lepo preživeli, kar smo preživeli, ampak so mi res dajali podpor in tudi vsem vam za pomoč, za podporo, za suport, za kakršnokoli besedo, nasvete, vse, kar je delal tole ekipa, veste, koliko jaz sem dobival pripomb na vprašanja, na ideje, na to, kar sem objavljal, kaj vse so ljudje znali napisati, kakšne dokumente so mi pošiljali. Da sem jaz videl, da to res obstaja, jaz nisem mogel verjeti določenim stvarem. Dobro, gremo potem malo naprej. Jaz bi zdajle ta hip, če je z nami Borut. Borut, si ti z nami? Ja, sem, ja. Borut, glej, ti si mi lepo povedal eno stvar, ko si me poklical, jaz se sicer na začetku nisem javljal, ker sem mogel tudi počivati, ampak ko sva se slišala, jaz nisem mogel verjeti, da je to možno. A bi ti želel, prosim, v par točkah, glede na to, da imamo ZUP in veste, kaj vam želim povedati, preden Borut pride do besede, da smo mi v bistvu še vedno v stanju izrednih dogodkov. Stanje izrednih dogodkov, ki je bilo razglašeno 4. avgusta 2023, še vedno ni preklicano. V tem času upoštevajo vse stvari, tako pravno kot življenjsko, čas izrednih dogodkov, se pravi, so kršene pravice, je kršena dostop do pravnih sredstev, delajo z nami kot svinja s koruzo. In seveda zdaj vlada pošilja odloke ministrstvom in ministrstva ne smejo nobene pozitivne rešitve dati na nobeno pritožbo, to je ukaz. Zato, da se državljane disciplinira, da bodo ubogali, ne pa razmišljali. In kako se to počne? Zdaj, Borut, ker sem povedal uvod, da bodo razumeli naši člani, zakaj gre, v kakšnem stanju smo, pa ti povej situacijo, da se vidi v konkretnem primeru. Izvoli, beseda je tvoja. Hvala za besedo. Jaz bom tako rekel, bom kar primer povedal, ki se je ta teden zgodil, oziroma 10. januarja. Moja mama je dobila obvestil za ene stvari, ki bom rekel, Triglav skladi poslal, da ima en majčken delež gor enih delnic, zelo nizek znesek, in se je mama odločila, da bo ta znesek ven vzela. In so se odpravila na zavarovalnico Triglav tule v Kranju. Zadevo je dala osebno, pa davčno, pa te stvari, mislim, dokumente, da je prava oseba, ne. Na kar je delavka na šalterju izročila te papirje za podpisati, ne. Rekla je, da če da telefonsko številko, sem rekel, lejte, tega podatka vi telefonske številke ne rabite, a ne. Je rekla delavka, ja, če kaj rabimo za poklicati, sem rekel, lejte, številke telefonske ne rabite in jo nimate kaj imeti, ne. Pa je pa dala
še za podpisati eno izjavo, ne, sem pa jaz takoj nasprotoval in se je kar malo stvar zaostrila, ne. Uslužbenka je dala za podpisati izjavo o politični izpostavljenosti, ne. Sem rekel, glejte, gospa, tega dokumenta pa žal moja mami ne bo podpisala, ker to ni predmet, ker je denar njen, vi ta denar izročite, nakažite na transakcijo in je zadeva rešena. Je rekla, če je že začela pogojevati, ne, če tega dokumenta ne bo gospa podpisala, ne bo dobila denarja. Sem rekel, glejte, gospa, denar je njen, je njena last. Ta dokument o izjavi o politični izpostavljenosti popolnoma nobene vloge nima v tem primeru. In smo se začeli prerekati. Sem rekel, dajte vašo nadrejeno poklicati, je nekaj tam se pol izgovarjala. Sem rekel, lejte, pa direktorico pokličite, sem rekel, ker prej ne gremo odkle, dokler stvar ne rešimo, ne. In pride direktorica dol, vsa pretresena, sem rekel, lejte, gospa, vaša delavka klele izsiljuje z če ne bo, če to ne bo, izjavo o politični izpostavljenosti more podpisati, če ne, tega denarja ne bo prejela. Direktorica se je začela tam tresti, malo pogledati, to je rekla, ja, to nam je pa država dala, da moramo vsakmu, kjer ima opravka z denarjem, more to izjavo podpisati. Sem rekel, ja, zdaj smo že tam, a si janšist, a si golobist, je to, je uno, je tretjo, se je že začele ene podatke v ljudeh zbirati, dejansko bo zdaj mogel vsak to izjavo podpisati, oni jo bojo dali v register, ko boš prišel ti na sodišče, bo to v registru noter, bojo videli, aha, ti si tožil tega pa tega, aha, ti si golobist, aha, tožba bo dobljena, ti si janšist, ali pa cepljeni in necepljeni, in boš tožbo zgubil, pa ne glede, a imaš prav, a je pravno, a ni pravno, a je protipravno, a je protiustavno. Se gledajte, ta izjava je čist protiustavna. In smo se pol pregovarjali, tam sem rekel, lejte, greva midva majhen kele, sva se z našo mami šalterjo umaknila, sem rekel, lej, mami, jaz bom klele napisal, da je ta dokument je stranka morala podpisati prisilno, če ne je delavka ta pa ta dejala, da ne bo dobila nakazila, če to izjavo ne podpiše. Priča, pa sem se podpisal. In greva nazaj na šalter s temu dokumentom, podpisanmu, ne, mami pol podpisala, se kolej, bo mi da videla, ko so zdaj odbijali. Una, ja, kva ste pa vi to napisal, to pa ne morete na ta dokument. Se ko gospa, a je podpisala? A je podpisala ta vaš dokument, vi ste hotela, da podpiše, ja, pa to izjavo pa ne morete takole. Se ko gospa, ne bomo več o tem se pogovarjali, jaz bom sprožil zoper vas tudi kazenski postopek, kot vi ste kle zaposlena. Ja, ne, se to je Triglav, pa se to je država. Se ko, ne, gospa, vi ste spodaj podpisana. Vi ste spodaj podpisana in enkrat se boste že začeli zavedati, da tisti, ki to postopek vod, ne glede, ki je zaposlen, bo tudi kazensko in materialno odgovoren. In mi dva te papirje dava tja, ta papir je ona vzela, je še nekaj tam govorila, sem rekel, vstem greva in sva lepo šla. In to je to. In kaj država z nami dela? To je to. Lepo te prosim, samo še v 2 stavkih povej, ko si klical na medij, ko si hotel zadevo objaviti. Ko sem hotel to zadevo v medijih objaviti, je rekel ta gospod novinar, je rekel, jaz sem pa to doživel na banki, sem s kartico nekaj prišel in mi to dala tam, je rekel, vse skup sem ji vrgel, je rekel, jaz se teh vaših igric ne grem. In delajo to vse ustanove, zavarovalnice, banke, je rekel pač, da je to je trend, je rekel, da on pozna to izjavo, da so to začeli dajati vsem podpisani, kjer je denar dvigajo, kjer je to, kjer je kjer je tretne. In on je isto doživel na banki, jaz pa na zavarovalnici. Najlepša hvala za to, da si to podelil z nami. Želim vam povedati samo nekaj. Ja, potem pa so dali denar. Viktorija, pridi sem, prosim, da bomo lažje komunicirali, da vsi slišijo. Pridi, prosim. Borut, hvala. Poslušaj, potem so dali denar mami? Lejte, ko je ta papir bil podpisan, ne z mojo izjavo,
bo ona dobila v roku enega tedna tistih par evrčkov, bo dobila nakazan na njen transakcijski račun. Če pa te izjave ne bi podpisala, podpisala je zato, kot sem jaz rekel, da sem jaz spodaj napisal, da je ta dokument, je stranka morala podpisati prisilno. Ne? Jaz sem se to zagarantiral, zato da je to res. Ne? Če tega dokumenta ne podpisala ona lastnega denarja, ki je njen, ne bi dobila, nikakor ne bi dobila, ker smo se tudi tam pregovarjali okoli tega na začetku. Ne? In to se dogaja zdaj, in tako je gospod Mihael rekel, ne, da je ta Zub toliko pa toliko strani predelal, predihal, hvala Bogu, da je en toliko sposoben z ekipo, da to žene naprej, ker to je noro, kar oni počnejo. Oni so nas zdaj stole, nam kakšne grde besede rekel, pa se je izrazil, stole elektriko so nas toliko skrb spojili, da so v zadju so pa to pledli. No. So pa to reformo v Zupu pledli in to na Miklavžal na okoli novega leta, ker je čist njim. Mi se pa s to elektriko dajemo, pa to pa oni pa v zadju pledajo druge spletke. Ne. Koliko je gospod Mihael, je pa to videl, pa tem sledil, je pa rekel, da je pa Zub treba zrihtati. Ne. Ne. Mislim, pa tudi ta ekipa njegova, ki je bila, mislim, to, da toliko strani en napiše, pa da vsak stavek sledi, res kapom dol, res kapom dol. Ne. Borut, to je zelo pomembno, kar ste zdaj povedal. Zato sem vas vprašala, če je denar. Bo zelo zanimivo, ko boste kasneje povedali, da je mami res dobila ta denar ali ne. In pa to, da se napiše, da ljudje vejo, ko bomo hodili na bank, da to napišemo, da smo podpisali pod prisilo, sicer ne bi dobili denarja. To moramo napisati. Še nekaj vas bomo upozoril, res gre čas, ampak moramo upozoriti, če je se to začelo. Lejte, tlelej na drobnem tisku pa piše, s podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov in dovoljujem, da Triglav, družba za upravljanje d.o.o., poslušajte to zdaj naprej, za namene preverjanja verodostojnosti podatkov navedenih na izjavi pri upravljalcih javnih evidenc podatkov oziroma pristojnih organih držav članic ali tretjih držav, konzularnih predstavništvih in veleposlaništvih teh držav v Republiki Sloveniji oziroma pri slovenskem ministrstvu pristojen za zunanje zadeve preverja verodostojnost navedb podanih na tej izjavi. Ena zavarovalnica bo to šla preverjati, da si ti jamčil, da oni to lahko. Pa kje smo mi s tem varnostjo osebnih podatkov? Ma pa to je nenormalen, čisto vsak pezde, po domače rečen, ti lahko gleda v ne vem kakšne kartoteke, kakšne stvari. Ja, podpisal si s tem. To je sama prisila, pa pogojevanje. Če ne boste dobili, ampak mojega denarja. To je poseg v zasebnost, to je kaznivo dejanje. A veste, to je zelo nevarno. Mihael, to je zelo nevarno, kar se zdaj dogaja. Se je nevarno in to je droben tisk, ki naša mamika je 70 let stara, jo je tam pol neki drajsala, da zaradi enega preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Mislim pa, kje mi smo? Ampak, jaz sem se komi zadržal, res. Borut, če prav razumem, to je zavarovalna polica, nekaj povezano, kot produkt zavarovalnice. Ja. No, poslušajte. Zavarovanje, to so bili. Moja mama je v Sober pred leti imela ene vlade takrat, pa zdaj en ta denar malenkost prišel. Sam mal, Borut, samo mal. Ja. Borut, začnite razmišljati, ljudje božji. To je samo začetek, začelo se je pri zavarovalnicah in bankah. Ker boste v štacunu prišli, vam tudi ne bodo dali. In boste tudi mogli podpisati. To se je zdaj začelo. A veste, to je to, kar je agenda. To je to, kar smo zdaj še nekaj. Kamorkoli se boste pritoževali. To me je Mihael opozoril. Zdaj, ker sem ustavno pritožbo za eno zadevo z Darsom pisala, navedite, da se zavedate, da so še vedno izredne razmere, ki so bile razpisano za vzpostavljanje 4.8.23.
Ampak so 4 členi ustave, katere človekove pravice se pa ne smejo kršiti in velja. 5. Tudi vi glede. odstavek Ja, 16. člena. Ja. In je med drugim tudi vse, kar je v zvezi s kazenskim postopanjem. In tukaj so tudi vsi prekrški in vse, kar te... Dajte to pogledati, če ne bomo pa naslednjič Bomo to lahko odprli povedali temo. točno, Ja. kateri členi to Ja, so. to bi jaz tudi želel, da bi se naslednjič ta tema odprla, ker tudi jaz še nisem čist prepričan z V nobenem primeru se Mhm. človekovih pravic ne sme kršiti v 5. odstavku 16. člena Republike Slovenije in tam je 7 členov navedenih, Ja, med drugim no, mora tiste biti. bomo. Ja, in tiste člene Ja. sem jaz že med covidom, ampak ja. noben ni takrat še razumel, kaj ustava je, kaj šele, da bi člene zastopal. Zdaj pa že malo več vemo, In je razumemo. fajn tole povedati Tako, vam. novi ZUP, ki ga je minister predlagal noter, samo da vam povem, ker tega nimam na svojem programu, ampak si mi ravno asociiral in dobro spomnil, ker sem tudi postavil v člen predloga našega stališča Društva Bilis. Kaj stoji notri? Če ste vi, na primer, nekoč uporabili za državno upravo vaš osebni elektronski naslov ali pa podpis na tablico, država avtomatično sklepa, da ste vi dali pristanek s tem ne samo tej ustanovi, ne samo tej inštituciji, ampak celotni državi, da lahko vaš e-mail uporabljajo ali pa vaš podpis uporabljajo, ker ste s tem dali enemu in zdaj oni suma sumarum. Zdaj si pa vi predstavljajte, da je 17 ministrstev in da morate vi zdaj 17krat preklicovati, jaz govorim zdaj samo toliko, da boste imeli sliko, ne? Da morate 17krat preklicovati svoj podpis, za katerega zakon implicitno predvideva, da ste vi dali soglasje. Vi ste pa podpisali en dokument, ki je šel na tablico. Takšne, zdajle milijon takih stvari je noter v tej spremembi, zato sem jaz skočil v lov, poklical ekipo najboljših pravnikov v Sloveniji in tudi v tujini, ki imam zveze. Sem rekel, poslušajte, kaj pa je zdaj to za ena stvar? Ljudje niso mogli verjeti. In smo naredili v redu stvar, super stvar, vrhunsko stvar, zdaj pa naj se čohljajo za ušesi. In če bo tak ZUP sprejet, bomo pa naredili državno nepokorščino. Pa še nekaj vam povem. Ministrica, nova ministrica za digitalno upravo, ker gospe Duhove ni več, ta niti ne vem, kako se piše, ena Kamničanka, blond ženska, ki si domišlja, da bo zdaj svet spremenila. Naredili smo digitalno denarnico, veste, in notri bodo osebna dokumenti, notri bo vse in bomo to zdaj razvijali. Do 2026 moramo to imeti, ampak veste, kaj pa bomo mi s to denarnico, če ne bo ljudi noter. Seveda nič. Ljudje ne pristajajte na nič, absolutno nič, dokler se zakon ZUP ne sprejme tako, da bo absolutno 3krat zavarovan vaš podpis in da boste vi na vsakem okončku rekli ja ali ne in pristali ali ne, tako kot Miha. Želim papir, želim to, ampak samo za ta primer želim podpis in da se ne uveljavlja nikjer drugje. In če mi vi iz zavarovalnice pošljete po elektronski pošti ali pa iz Telekoma mi pošljete po elektronski pošti pogodbo, ki sem jo podpisal, recimo 10 papirjev mi pošljete po mailu, da jih ne nosim ali pa da vi ne printate, to še ne pomeni, da sem jaz celotni državi dal dovoljenje, da mi pošilja maile. Naprimer na IAZ-ju, ki zbira podatke o zdravstvu. Naprimer banki, da mi potem to pošilja. Ali pa da mi nekdo račune na mail pošilja, zaradi tega, ker sem jaz v to pristal. Toliko sem želel povedati. Tako da boste vedeli, kaj je v ozadju, ker jaz, ki sem gledal stvari, oprostite, nisem zastonj ta večer z vami in vi z menoj. Samo povem. Govorili smo o podpisu pogodbe, prej smo tam končali, če se prav spomnim, a ne? Glejte, v klasični obliki, digitalni obliki. In vi imate pravico se odločiti. Papir, tako kot je Miha lepo povedal. To zagotavlja, da ni, glejte, digitalne izključenosti. Digitalna izključenost pa pomeni, tako kot je minister rekel, vsi, absolutno vsi podpisati pod prisilo. Kako? Preko e-davkov. Vsi smo davkoplačevalci. In če se ne boš digitalno podpisal preko e-davka, če ne boš te zadeve izvedel, da ti gledajo na račun, da ti gledajo v zdravstveno datoteko, da ti gledajo prekrške, sodbe in ne vem kaj še vse, kaj kupuješ, kje hodiš, na vsako kamero priključen s svojim obrazom, podpisom in tako naprej, pač boš izključen iz družbe, a ne?
Prisila, prisila, prisila. Moraš, če ne podpišeš, tako kot je Borut rekel, a ne pa vam ne bomo denarja dali, kje je moj denar, počakajte malo. Tale uslužbenka, a veste, Ženevska deklaracija ima en člen. In sicer je to stara zadeva, ki se nanaša na vojaka in na komando, oficirja. Oficir, ki da komando vojaku, da mora nekoga ubiti in vojak ubije, izvrši ukaz. Na koncu je kriv tisti, ki ubije, ampak Ženevska deklaracija je uvedla novost takrat v tistem času, leta 1948, ko so to sprejeli, so rekli, tudi tisti, ki da ukaz, je enako kriv in še bolj kriv, kot tisti, ki je to storil. Tako da sta kriva oba. Zdaj, v tem primeru, ker smo mi implementirali tudi v ZUP Ženevsko deklaracijo, smo tudi hierarhijo krivde natančno definirali s to Ženevsko deklaracijo. Tisti, ki je dal ukaz, predsednik je dal odlok, predsednik je dal navodilo, ta delavka je izvršila, kriv je in predsednik, in direktor, in ta delavka, ki je zablokirala lastnino, denar, ki pripada v gospe mami od Boruta. Tako da boste vedeli, kako zadeve tečejo. Ampak ta zakon mora priti v veljavo. Dvomim, da bodo to sprejeli, ker jih to udari, seveda, ampak mi tudi ne bomo odstali, ne bomo se kar tako pustili. No, toliko sem želel o tem povedati, da je potrebno zadeve seveda enakopravno obravnavati in zagotavljati enakopravno možnost, enakopravno obravnavo v vseh pogledih za vse stranke in pa prilagodljivost A, B, tako kot nekdo zmore, ker ne zmorejo vsi, eni ne marajo papirja, eni ne marajo digitalizacije, vse v isto prisiljevati je pa, veste, po 130. členu Kazenskega zakonika prisila v enakopravnosti kaznivo dejanje. In dejansko, kako lahko recimo zdaj ena predlog zakona uradne strani države izvaja kaznivo dejanje nad državljani. V zakoniku pa piše, da je to kaznivo dejanje. Zdaj pa vi meni pojasnite, kako gre to skupaj. Normalno, da je tukaj problem. Belis vidi tukaj problem. Poudarja, da mora biti klasično obravnavanje zakona v vseh primerih tako narejeno, da je usklajen ZUP z vsemi zakoni, s kazenskim postopkom. Skratka, da ni kolizije med zakoni, da je z ustavo, mednarodnimi standardi in z vsem, da je to narejeno pravično, pošteno in tako, kot je prav. Ja. Gremo še malček naprej. Jaz se spominjam, da smo delali en člen, tle smo se matrali, prav nekaj nas je bilo. Pomen uporabe varnega elektronskega podpisa, ki je zaščiten pred ponarejanjem in spreminjanjem. Zdaj si vi predstavljate, da date svoj digitalni podpis in vam ga nekdo vkrade kot autentikacijo, kot identifikacijo. Minister tukaj predstavlja čisto enostavno. Ja, kar čisto enostavno. To pomeni, da vam lahko nekdo gleda podatke, nekdo vam ponaredi digitalni podpis in v vašem imenu jemlje z računa, v vašem imenu si lahko privošči marsikaj, potem zgine tak človek in policija bo prišla nad vas zaradi tega, ker je žig, digitalni podpis narejen na vas in vi boste šli v zapor. Ja, ne se igrati s temi rečmi. Mora obstajati, gledajte, nadzorni mehanizem, ki preprečuje manipulacije z digitalnimi odločbami, kar je ključno za zagotavljanje verodostojnosti in nas zaščiti pred zlorabo. In tle je minister zelo šlampast. Verjamem, da se ne spozna na vse, ne more se spoznati, ampak to, da zakonodajalcu tako slepo verjame, enim fantom v zadju, ki manipulirajo z njim in mu napišejo na list, kaj na javnosti pove, da je to fajn, da je to hitro, ekspeditivno, da je to poceni, pa da nobenih problemov ne bomo imeli, ena velika laž in veliko bullshit. Nasvetovani zakon ZUP predstavlja korak, ki smo ga dali k modernizaciji upravnih postopkov, ker smo svetovali, gledajte, orodja, kot so videokonference, elektronski zapisniki, jasno opredeljena pravila določb in pripomb, posebno pozornost pa na eIDAS tehnologijo, to je uredba iz 2016, ki določa standarde, ki jih pa ZUP, kot ga predlaga minister, niti omeni ne noter. Te varnosti sploh ne poznajo uradniki, sploh ne ve ali pa noče. Zaradi tega, ker hočejo vsi do vseh podatkov imeti dostop. Predlog na ta način
uravnava potrebo po digitalizaciji, živimo v digitalni dobi, dajmo se s tem sprijazniti, jaz temu ne nasprotujem, ker sam to uporabljam, ampak dajmo narediti to fair, pošteno in prav. Ne pa za nadzor, pa za izkoriščanje in ubijanje ljudi. Predlog naš na ta način uravnava potrebo po digitalizaciji, glejte, z zagotovili v zakonodaji, kolikor smo jo dali, kolikor je narejena, zagotoviti enakopraven dostop do pravnega varstva, če se karkoli zgodi. Predlagana zaveza zakona o splošnem upravnem postopku posveča veliko pozornosti predvsem zaščiti tajnosti pisem, pošiljk, e-mailov, varnosti odločb, vsega, kar je, da nima razen pooblaščene osebe in res še samo tista, da ima vpogled, in pa jaz, ker so podatki moja last in morajo biti, če so že v nekem trezorju, v moji škatli doma ali pa v računalniku tako varni, ne da bo vsak do mojih podatkov dostopal eden iz Triglava, en iz banke, en iz zdravstvenega doma in en policist iz terena, pa bo vtipkal moje EMŠO, pa bo do mojih podatkov prišel. Ne. Ne sme se to zgoditi. In v tem pogledu to počnejo zdajle centralni računalnik. Davkarija ima to že vse narejeno. Oni imajo vse gre gor, veste. Pa ne samo tja, ampak tudi Statistični urad Republike Slovenije, ki naše podatke izven Slovenije pošilja in ogroža nacionalno varnost. Moje življenje in vaše življenje. Predlog izpostavlja pomembnost zaščite tajnosti komunikacije, uvaja nove ukrepe, ki so zasnovani z namenom preprečevanja morebitnih zlorab in krepitve zaupanja v javno upravo. Kako bom jaz lahko zaupal enemu uporabniku oziroma uradniku, če vem, da mi lahko že karkoli naprinta, pa napiše nekaj drugega, da je nekdo drug digitalni podpisnik te odločbe. Kako? Jaz pa s papirjem ne morem tega verificirati, če ni ročnega podpisa. In ta člen, gledajte, ki smo ga dali, eden ključnih modelov, če boste šli gledati na naš predlog zakona, je 86e člen, ki zagotavlja absolutno varstvo tajnosti pisemskih pošiljk in drugih občil. To vse pa še v ta paket. 86e člen v našem predlogu na internetu, ZUP spremembe in dodatki, imate na Facebooku, pa na mail sem vam poslal. Ta člen strogo prepoveduje vsakršno nedovoljeno odpiranje ali vpogled v pošiljke brez zakonske podlage. To pomeni, da je vsakršno kršenje tega varstva, bodisi strani javnih uslužbencev, bodisi drugih oseb, strogo kaznovano tudi po ZUP-u. ZUP mora predvidevati sankcije že, če ravno gre za procesni zakon. Zakaj? Zaradi tega, ker uredbe, potem, ki jih pišejo, da so kazni enotne v vseh uredbah in da so podzakonski akti usklajeni. Določene stvari je treba urediti v prvem aktu, zato da država sinhronizirano deluje, povsod enako, pošteno, transparentno in varno. Ja, in s tem predlog ne le ščiti posameznika, mene in tebe pred zlorabami, ampak utrjuje zaupanje v nepristranskost, zakonitost, predvsem v administrativnih postopkih, ki jih pač imamo povsod. Grem pod denar na Triglav, pa vidite, kaj se zgodi, me vprašajo moji politični, pa kaj koga briga? Ali pa po moji veri, ali pa kjere barve spodnjih hlač nosim, lepo vas prosim. Poleg tega, ta načrt, ja, farba se, ok, v redu, ja, no. Ta varianta, ne vem, če že ima ta člen noter, ampak zadnja varianta ima, ker to so še delovne verzije, Miha, če gledaš. Ja, poleg tega načrt vključuje pomembne omejitve glede zbiranja in uporabe osebnih podatkov. Ne more kar vsak do vaših osebnih podatkov priti pri postopkih vročanja. To pa je v skladu z splošno uredbo GDPR. Belis tako ne dovoljuje, veste, da bi se osebni podatki uporabili za namene, ki niso neposredno povezani z vročanjem. Čemur je dodana tudi prepoved vsiljevanja pošte. Zdaj pa vam povem, prisilnega vročanja brez predhodnega soglasja naslovnika več ni v našem zakonu. Če ti nisi pri državi storitve naročil, če nisi zahteval odločbe, če nisi zahteval tega, če nimaš pogodbe, kar tako, da ti nekdo vrže v nabiralnik, da imaš dolgotrajno oskrbo in da si pridobil lastnosti dolgotrajne oskrbe in da bo to čez en let, 1. junija 2025, boš mogel za to plačevati
ne vem koliko denarja, ker takrat odločba poteče, stopi pa v tvoje strinjanje, a ne, tiho, ker če se tiho strinjaš, če se pritožiš, pa pritožba zdajle v tem času izrednih dogodkov itak ne gre skozi, tako da nas vse prisiljujejo in posiljujejo na grozen način. Ampak glejte, imamo orodja. Trenutno je v javni razpravi ZUP, dali smo predloge in jih morajo spoštovati. Zakaj jih morajo spoštovati? Prvič je tu ustava, drugi so mednarodni dogovori, potem so mednarodna tehnična pravila EIDAS in mi smo delali strogo samo po navodilih, po zakonu. In ko daš lepo zakone skupaj, a veste, tudi agenda je fajn. Poštenost, iskrenost, močne inštitucije, zaščita. Jaz sem vse to uporabil tlele noter in vidim, gledajte, agenda je čudovita stvar, ampak jo je treba v pravilni kontekst postaviti. Samo v pravilni kontekst sem jo postavil in mi imamo tukaj 7 ciljev uresničenih noter. Gospodarstvo, zaščita izpostavljenih skupin, revnih in tako naprej, milijon stvari. In to je vse lepo noter podpisano. Minister z eno besedo ni omenil te mednarodne pogodbe Pariškega sporazuma. Žal, ker ga ne more. Zato, ker njegov predlog, njegov načrt ni skladen s tem, o čem govori mednarodna pogodba. Pomembna novost predstavlja dalje tudi fleksibilnost pri vročanju. Veste, kole vam ne sodi banka, vam ne sodi državna uprava, vam ne sodi nihče drug kot pošta. Poštar, ki vam da, on je sodnik. In kako vam da, on je sodnik. In včasih tudi pošta po navodilih države izvaja nezakonite zadeve, zato da vas prizadene. Zaradi tega, ker včasih nekdo, ki je opornik, naredijo pač tako, vam pošljejo pisemček z okenčkom, kjer je datum na papirju v kuverti, datum oddaje, ker je okenček in tako piše, da pošiljajo pač po tistem štemplu, poštnina plačana, ne vem kje, ni štempilke, kdaj je bila kuverta oddana, datum not zgolfajo, vi zamudite pritožbo in ste ob hišo. Razumete, kaj pomeni navadno vročanje, kaj pomeni reklamno vročanje, kaj pomeni zajbancija, ki se jo gre država, pardon, oprostite temu izrazu. To sploh ni več odnos. Mi smo postali samo še računalniške številke v algoritmu funkcioniranja državne uprave. Rešitev, ki smo jo dali, pa omogoča, da se prilagodi potrebam, željam strank. Če hočeš, dobiš vročitev digitalno, če hočeš, jo dobiš po pošti. Stvar izbire. Odvisno, kje si, kako živiš. A si v pokrajini, kjer nimaš dostopa do interneta, moraš biti v papirju. Ne morete zdaj nekdo prisiliti, da boš ti zdaj hodil, ne vem, iz tistega kraja nekam v neko vele mesto, da si boš z e-maila dol vzel digitalno, ker rabiš 2 dni do tistega kraja. Primer. Zasnova vročanja mora biti vedno potekati, gledajte, spoštljivo, ob upoštevanju človekovega dostojanstva, njegovih zmožnosti. In to je osnovno načelo tega našega predloga. In da se zagotovi pritožbeni postopek. Minister ne dovoli pritožbe, glejte, že tle je kršitev 23. člena ustave, pravica do pritožbe. Za vse nepravilnosti pri vročanju je še ena od ključnih novosti, saj omogoča strankam, da uveljavijo pravico do zaščite v primeru, ko pride do napak. Do napak lahko pa pride kadarkoli. Ali pa kršitev postopkov pri vročanju, da se ti lahko pritožiš in kaj se zgodi. Tisti trenutek, ko se pritožiš, je vročitev neveljavna in je treba postopek ponoviti pravilno v skladu z zakonom. Ne, da bom zdajle jaz dokazoval, pa se tle bockal, pa mi bojo vmes že denar pobrali, pa me uničili. Ne, v tistem trenutku, ko se jaz pritožim, se zadeva razčisti, ustavi in se začne od začetka s pravilnim, zakonitim postopkom. Zakon to predvideva in določa, ukazuje. Usposabljanje naših oseb bo največji problem, ker oni tako delajo, oni so tako navajeni. Ampak, če hočejo imeti agendo 2030, se bojo pač naučili naših pravil, ne mi njihovih. Naših pravil se boste naučili, gospodje. Ja, zato vas plačujemo. Zato plačamo znamko, zato plačamo storitev, zato plačamo funkcionarja, zato plačamo župane, zato plačamo uradnike. Prav, če hočete z nami živeti,
potem bomo živeli skupaj. Prav? Vi boste delali po pravilih, ki jih bomo mi določali in jih boste izvajali. Prav? Mi vas bomo pa plačali za to, da boste ta naša pravila izvajali za vse, kakor je družbena pogodba. Celoten predlog ZUP s temi spremembami, dragi moji, ki vam jih zdaj tukaj pojasnjujem, razlagam, kaj je noter, kaj vse sem doživljal in naši kolegi tukaj, prinaša pomemben napredek na področju zaščite vseh nas in pa pravic, ki nam pripadajo, svoboščin, ki nam pripadajo pri teh postopkih, pri transparentnosti in poštenosti. Prav? Spoštovanje človekovega dostojanstva je tukaj ključno. Bodi pošten, naredi v redu, zakaj? Potem treba 100 let po sodiščih, jasno, da je to vse drago in se stane državo, a ne? In zato hočejo oceniti. Naše pravice, dragi, niso na prodaj, niso tržni artikel. To je naše življenje. Zdaj pa še nekaj najbolj zanimiva stvar, moram vam povedati. Torej, ta predlog zakon o upravnem postopku posebno pozornost, bodite pozorni, namenja urejanju upravnih postopkov v času izrednih dogodkov in mi smo zdaj v izrednih dogodkih, času izrednih dogodkov. Jaz sem bil na to pozoren in smo s kolegi naredili sledeče. Te spremembe, ki jih predlagamo, so zasnovane tako, da zaščitijo predvsem nas, pravice strank in preprečijo prekomerno poseganje oblasti. To, kar se je zdaj Borutovi mami zgodilo, pa tistemu novinarju, pa še drugim, za katere ne vemo, da se to ne bo dogajalo. Pri tem je treba ohraniti pravna načela pravne države. To, kar je Viktorija rekla, 16. člen, 5. odstavek, tam so členi in po teh členih smo noter zadali filter, da se mora to upoštevati. Namreč to je malo narejeno tudi v ustavi, malo zvito, malo skrito in če dobro ne poznaš, ne veš. Mi smo to zbrskali, dali na dlan, tukaj, gledajte, je zdaj ta zadeva in vam povemo, da smo to dali tudi v ZUP, zato je v skladu z ustavo tudi v času, ko država odvzame določene pravice vsem nam, da smo še vedno v možnosti normalnega funkcioniranja. Ko sorazmernost ukrepov, zaščita pravic strank, ko pride stroge omejitve, poseganje v temeljne človekove pravice. In ta naš predlog uvaja natančnejšo definicijo izrednega dogodka. Najprej, kaj sploh izredni dogodek je? Noter smo dali definicijo, da ne morejo kar poklicati izrednega dogodka. Veste, kaj smo dali? No, poslušajte. Naravne nesreče, kot so potresi, poplave, epidemije, ki jih mora razglasiti minister za zdravje, če, zdaj pa bomo mi dali če, tako kot so Borutovi mami dali če, prizadene več kot 25% prebivalstva ter druge izredne dogodke, ki jih vlada razglasi z odlokom. Samo pod pogojem, da je 25% države, četrtina države je ogrožena že. V takem primeru se lahko to naredi, ne pa kar počez. Takšna opredelitev v zakonu zagotavlja, da se izredni dogodki jasno določijo, kar preprečuje arbitrarno uporabo teh določb, to, kar smo rekli, da se bo zdaj en zmislil in zdaj bo čas izrednih dogodkov. Ne bo. In pomemben del tega predloga je tudi omejitev, poslušajte, trajanja obsega ukrepov v času. Bilis poudarja noter, da morajo biti ukrepi časovno omejeni, ne 2 leti pa pol, kolikor zdaj, ki traja, in so razmerni za stopnjo varnosti. In vlada mora ob razglasitvi izrednega dogodka, kaj? Natančno obrazložiti, preden sploh razglasi, mora najprej obrazložiti razloge za sprejem ukrepov, jih opredeliti, zakaj so nujni. Veste, kaj se s tem zgodi? Vzpostavlja se varovalka, večja odgovornost oblasti in preprečuje pretirane in dolgotrajne omejitve v takih stvareh, kakor smo jim bili deležni od 2020 naprej, ko so se kar spomnili vsak teden, enkrat ja, enkrat ne, pa zdaj spet 2 let pa pol, ne. Veste, predlog uvaja možnosti začasnih ukrepov, ki omogočajo učinkovito upravljanje upravnih postopkov v izrednih razmerah, v izrednih času, izrednih dogodkov. Ti ukrepi vključujejo krajevne pristojnosti nadomestnih organov, možnost vlaganja vlog zunaj rednega delovnega časa, podaljšanje rokov in prilagoditev postopkov vročanja. Ker življenje gre naprej. In če takrat to naredijo, kakor zdajle to, kar počnejo, zdajle leto pa pol,
od 4. avgusta 2013, koliko je zdaj, to je skoraj leto pa pol, ne, naj nekdo zračuna. Veste, so hude, to je moteno življenje, mi živimo v megli in ne vemo, kaj se dogaja, ker se to naročila znotraj državne uprave s posebnimi navodili, ki javnosti niso znana. In temu se reče tiha vojna, tiha subverzija države, uničevanje lastnega naroda. Tega ne bomo dovolili. To vse preko ZUP-a. V ZUP-u je 306. člen, ki to dovoljuje. A je kdo vedel za ta člen? V ZUP-u. Vsi smo govorili o zakonu o nalezljivih boleznih, tam je to pisali, ker smo jim to razkrinkali, so dali pa zdaj v ZUP. Ampak zdaj smo jim tudi ZUP razkrinkali, ne vem, kaj se bojo zdaj še spomnili. Zdaj skrivajo mednarodne pogodbe. Vsebino, ker če bojo mednarodno pogodbo skrili, se ne boš mogel na njo sklicevati, pač ne bo veljala, a ne? In če ne velja, potem oni delajo vse pravno veljavno. Groza, kaj vse probajo, res na vse topove. Ok, to je 306a člen, še enkrat, v zakonu splošno. Kaj iščeš? Ja, prosim, ja, bom rabo malo vodice. Hvala, zlata si. Torej, med predlaganimi kaznimi za kršitev tega člena, odvzem nepremičnin, dodatni davki, prenos sredstev, stanovanjski sklad in tako naprej, najlepša hvala. Ta pristop je namenjen odvračanju zlorab in zagotavljanju spoštovanja zakonskih določb tudi v času izrednih dogodkov. Prav hecne stvari. No, glejte, ena ključnih točk modela, ki smo ga dali v predlog iz našega stališča, je izrecna prepoved poseganja v takšnih razmerah, v temeljne človekove pravice, kot so svoboda gibanja, svoboda izražanja, pravica do zasebnosti, razen, če so takšni posegi nujni in sorazmerni, glede na dogodek, ki se zgodi in zasledujejo cilje rešitve. To, da v Celju nekomu bajto gradijo in da je bila tam povoden, zakaj moram jaz tukaj v Ljubljani iste posledice na banki in na Triglavu trpeti, kakor on tam, če nimam s poplavo nič. Razumete, o čem govorim, ne? To je nesmisel. Tle se pa vso državo zabarikadirali v izredne dogodke, vsi enako, vse enaka navodila, vsem enako kršijo stvari po vrsti. Torej, naš predloženi zakon se podrobno osredotoča na ureditev, pazite, pooblastil in preprečuje kršitev v zvezi s tem pooblastila. Za pooblastila ne bom razlagal, ker smo jim bili vsi pričali, da je bilo vse zmešano. Vsak je lahko rekel, kar je hotel, vsak se ti je lahko zdravje vtaknil, vsak te je lahko ustavil, vsak ti je lahko kazen napisal in če si se pritožil, so rekli, ja, se takrat je odlok veljal, zdaj pa več ne velja, na neveljaven zakon se pa ne morete pritožiti. Kaj se pritožujete? Na te pravne finte več ne pristajamo, če se strinjate. Ok. Toliko z moje strani. Jaz sem povedal, Viktorija je povedala, Borut je povedal, Miha je povedal. Zdaj pa bomo naredili kratko pavzico, pa bomo povabili Iviljano, da nam še nekaj lepega pove. Jaz sem imel še par stvari, ampak ja, naslednjič, zdaj pa 3-4 minutke, da pripravim tukaj sceno, pa da pride še Iviljana. Hvala lepa za nocojšnji večer. Upam, da ste kaj odnesli, se kaj naučili, malo razmišljali. Tako da to je to. Malo si preberite še elektronsko pošto, ki sem jo poslal. Kaj drugega pa že skoraj nimam. Ok, čez 5 minut. Hvala.